Državne volitve so za nami. Po poteh spomina in prijateljstva. Brvi za povezovanje. Kolesarska pot. Uvod v medvoško podjetniško šolo. Simbioza za mobi opismenjevanje. Aljažev košarkarjev dnevnik. Ob svetovnem dnevu knjige. Državno prvenstvo v krosu. Lepo pozdravljeni. Za nami so prve od letošnjih volitev, volitve v državni zbor. Rezultati volitev so znani. Znana so tudi števila poslanskih sedežev posameznih strank. Še vsaj naslednji mesec pa bomo spremljali vsakodnevna usklajevanja, dogovarjanja in sestavljanja nove vlade. Nas pa kot lokalno televizijo seveda najbolj zanimajo volilni podatki za naš volilni okraj. V našem volilnem okraju, poimenovanem Ljubljana Šiška 4, ki zajema poleg naše občine še občino Vodice in severni del mestne občine Ljubljana, smo na teh volitvah volili nadpovprečno številno. Volilna udeležba je bila kar tretja najvišja v Sloveniji, saj je volilo kar 78,5% vseh volivcev, kar pomeni 17.648 oddanih glasovnic. In žalostna ugotovitev, zaradi proporcionalnega volilnega sistema naša volilna enota ponovno nima direktno izvoljenega poslanca, ki bi nas zastopal. Najbrž ga bomo dobili po končanem oblikovanju vlade, ko bodo nekateri poslanci postali ministri in sprostili mesto za nadomestne poslance. Kar bo pomenilo, da bo po D'Hondtovem sistemu mesto v državnem zboru dobil poslanec oziroma poslanka iz naše volilne enote. Če se vrnemo k rezultatom volitev v našem volilnem okraju. Tudi pri nas je največ glasov, 37,61%, prejelo Gibanje Svoboda. SDS je prejela 20,47%, Nova Slovenija 8,67%, SD 5,41%, LMŠ 4,37% in Levica 4,24% glasov. Ostale stranke so prejele manj kot 4% glasov, kar je prag za uvrstitev v državni zbor. Morebiti še zanimivost. Gibanje Svoboda je v našem volilnem okraju prejelo največ glasov skoraj na vseh voliščih, na nekaterih skoraj 50%. Samo na volišču v Repnjah je zmagala SDS s 30% glasov. Tako, državne volitve so končane, nekateri kandidati so z udeležbo na teh volitvah poskrbeli tudi za svoje dobro pozicioniranje na jesenskih lokalnih volitvah, ki bodo ponovno poskrbele, da bomo mediji imeli več dela, volivci pa boste lahko na stojnicah spoznavali svoje kandidate. Včeraj so se ob dnevu upora proti okupatorju člani turističnega društva Smlednik in njihovi sokrajani po 2 letih koronskega premora ponovno podali na tradicionalni pohod po poteh spomina in prijateljstva. Pot jih je vodila po smleških gozdovih vse do Skaručne in nazaj na stari grad Smlednik. Kljub sprva slabemu vremenu se je pohoda udeležilo lepo število obiskovalcev. Slovenija 27. aprila praznuje dan upora proti okupatorju, s katerim se spominjamo slovenskega odporništva in nastanka Osvobodilne fronte, ključne odporniške organizacije Slovencev v drugi svetovni vojni. Dan upora proti okupatorju velja za spomin na dogodke 26. aprila 1941, ko so v hiši književnika Josipa Vidmarja v Rožni dolini v Ljubljani predstavniki komunistične partije, krščanskih socialistov, sokolov in kulturnih delavcev ustanovili protiimperialistično fronto, ki se je kasneje preimenovala v Osvobodilno fronto slovenskega naroda. Kot dan ustanovitve OF se je sicer nato uveljavil 27. april. Do leta 1991 se je praznik imenoval Dan OF, z osamosvojitvijo Slovenije pa so ga preimenovali v dan upora proti okupatorju. V turističnem društvu Smlednik tako že vrsto let na ta dan organizirajo pohod po smleških gozdnih poteh, ki so ga poimenovali Pohod po poteh spominov in prijateljstva, in na katerem obiščejo tudi pričujoče spomenike padlim borcem OF med drugo svetovno vojno. V sredo zjutraj so se tako zbrali pri vodnem zajetju pod starim gradom Smlednik in se podali na 10 km dolgo pešpot do Skaručne in nazaj na vrh starega gradu. Tokrat okrog 35 pohodnikov. Ja, zjutraj smo bili malo v negotovosti, ki je dež padal. In jaz sem prav Marjana pokličal, sem rekel, Marjan, ti posluš, a odpade? Jo, prav kaki. Nič ne odpade, ti samo hitro čevlje, te bomo počakali in hitro v avto, gremo pri zbiralniku, tam smo se dobili. In organizacija prekrasna, dobili pelerine, en štampala šnapsa, pa smo šli
prekrasno, čudovito. Vsakoletni udeleženec torej? Skoraj vsako, dala 2 leti ni bilo, a ne. Enkrat sem spustil, ker sem bil pač v službi, drugače sem pa kar stalni. Ja, mislim, da bo danes zadeva odlično pripravljena, kljub temu, da je zjutraj vreme malo slabše kazalo, ampak na pohodu smo dobili pelerine, dežnike smo imeli, ampak smo jih po 10 minutah lahko zaprli in smo lepo hodili po gozdu, malo nas je se spremljalo sonce, tako da res odličen pohod. Malo smo se ustavili na Skaručni, tam smo se majhno krepčali, malo usedeli in tako da smo zelo z lahkoto tole vzpon tle premahali do črta in zdaj gremo pa gor na Stari grad. Vsakoletni udeleženec torej? Jaz sem vsakoletni udeleženec, lansko leto pa prejšnjo leto, ker zaradi korone pohoda ni bilo, drugače se pa udeležujem. Mislim, da je pomembno, da zgodovinske vrednote spoštujemo, pa da se udeležimo tega pohoda, ki ga organizira tle Turistično društvo Smlednik. Eden od pogostih udeležencev pohoda pa je tudi župan občine Medvode, Nejc Smole. Ja, letos je bilo prav prijetno. Moram reči, da vremena Kranjcem so se zjasnila v momentu, ko smo mi začeli hoditi. Je prenehalo deževati in evo ga zdaj pri koncu, nas pa že celo pot od Skaručne nazaj spremlja sonce. Mislim, da tam okrog 35 ali nekaj takega je bilo junakov, ki so kljub deževnemu vremenu prišli in počastili tale naš državni praznik. V luči vojne v Ukrajini, ko je z napadom Rusije na neodvisno in suvereno bratsko državo mir na stari celini ponovno brutalno pokopan, ko umirajo tisoči in je na milijone ljudi ponovno primoranih v beg pred vojno vihro, pa je letošnji dan upora proti okupatorju še toliko bolj pomenljiv, saj vnovič potrjuje prav pomen miru in sodelovanja med narodi. Ja, če smo moje generacije mlajše, tudi nekoliko starejše, je bil to za nas, če smo iskreni, precej abstrakten praznik, ga mogoče zdaj v letošnjem letu prvič v relativni neposredni bližini lahko doživljamo, kako zelo pomembna vrednota je mir in kako zelo čudni časi se obetajo, kadar miru ni. Tako da mogoče je to eno od sporočil tudi tega letošnjega praznika, da se zavedamo, da mir ni nekaj samoumevnega in da je za mir treba vsak dan delati. Je zgodovina slaba učiteljica ali smo ljudje slabi učenci? Zagotovo zgodovina je taka, kakršna je. Pravijo tudi, da jo pišejo vedno zmagovalci, tako da kaj je tista prava resnica v zgodovini, je res pravo vprašanje. Mislim pa, da smo predvsem mi slabi učenci, da kar naprej ponavljamo napake, pa ne glede na to, gledamo od rimske zgodovine naprej, povsod se zdi, da se določeni vzorci kar kotalijo in da jih ne uspemo preseči. Tako da mogoče ima vsaka generacija nekajkrat priložnost, da to naredi in je zdaj tudi ena izmed takih točk. Ja, mislim, da so nekateri slabi učenci, saj tam, ko se to dogaja. Tako da to je nezaslišano, mislim, da se to ne sme dogajati zdaj v letu 2022, ampak žal se tudi to dogaja. Nekateri ne dojamejo, kaj je treba za demokracijo postoriti in hočejo nekateremu vsiljevati svoje vrednote, ki pa niso drugemu všeč oziroma ne bi smeli se to dogajati. Turistično društvo Smlednik je ob koncu pohodnike nagradilo z okrepčilom, prav vsak pohodnik pa je poleg dežnega plašča prejel tudi spominek leseno žlico. In tako, kot je venomer potrebno delati za mir, so si tudi pohodniki obljubili, da se čez leto dni ponovno srečajo. V začetku leta je občina Medvode skupaj z mestno občino Ljubljana pristopila k obnovi brvi za kolesarje in pešce, ki povezuje Vikrče z Mednom. Meja med obema občinama namreč poteka po sredini reke Save, posledično torej po sredini brvi. Obnova, ki je vredna več kot 170 tisoč evrov, je v zaključni fazi. Manjka le še nekaj podrobnosti. Gre za temeljito obnovo. Ja, kar nekaj časa je trajalo, da smo skupaj imenovalec našli z mestno občino Ljubljana, vendar na koncu smo le podpisali pogodbo z izvajalcem in je v spomladanskem času, v mesecu marcu, pričel z sanacijo te brvi. Obnova brvi je zajemala zamenjavo ostrešja, kar pomeni odstranitev celotne dotrajane strešne kritine in lesene podkonstrukcije z namestitvijo nove. Zamenjali so tudi dotrajane elemente konstrukcije mostu ter pohodne plohe. Na obeh armirano-betonskih pilonih, ki sta višine 11 in 14 metrov, pa so izvedli ojačitev in sanacijo korodirane armature in betona ter zaščitili vsa jeklena vešala. Obnova je vredna več kot 170 tisoč evrov. Naš delež je bil nekaj čez 80 tisoč evrov.
Moramo pa upoštevati, da sicer nekaj se ne vidi, kdo uporablja to brv, vendar je bilo kar nekaj poškodb na samih betonskih konstrukcijah teh pilonov, pa seveda celotna streha, ki meri preko 200 kvadratnih metrov. Objekt je kot tehnična dediščina vpisana tudi v register kulturne dediščine. Prisoten je tudi občasno bil predstavnik ZVKD-ja, delati smo mogli po njihovih navodilih, tako da na prvo oko se vidi, da brv ni nova, je v bistvu samo renovirana po njihovih zahtevah, ampak na koncu so bili vsi zadovoljni in dali kljukico, da je brv sanirana. Brv v Vikrčah je bila namreč zgrajena leta 1934, ko so morali pešci menda še plačevati mostnino za prečkanje. Temeljito je bila obnovljena leta 1980, delno pa 10 let kasneje po velikih poplavah. Ni prizaneslo niti veliko neurje junija leta 2002, ko jo je že sicer slabo vzdrževano prestavilo z ležajev. Takrat je bila 3 mesece tudi uradno zaprta, vendar so jo krajani vseeno uporabljali, saj jim je pomenila najbližjo pot do avtobusne in železniške postaje v Mednu. Kako pomembna je ta povezava, se je izkazalo tudi ob letošnji obnovi. Še ko postaviš zaporo, vidiš, koliko ljudi in kolesarjev uporablja tole brv. Ja, smo dobili kar nekaj klicev in elektronskih sporočil, kdaj se bo to delalo, tako da mislim, da ja, je kar v veliki porabi tale brv. Z izvajalcem del, to je podjetje Hipox iz Škopljice, so si torej prizadevali, da je bila sama zapora vzpostavljena čim krajši čas. Načrtovani projekt je sicer zaključen, oziroma še nekaj detajlov manjka, da bi se ga dalo odkljukati na obeh stranih. Ko obnoviš neko stvar, vidiš še kakšne pomanjkljivosti, zato je še v drugi fazi predvidena sanacija poti od ceste do same brvi, to je dolžine 35 metrov, tako da bi v sklopu, ko se že tudi kolesarka gradi, da bi še sanirali to pot do same brvi. Na drugi strani, to je ljubljanski strani, pa se je menda obeta tudi nekaj malega v zgodovini. Tako, ob samem pregledu brvi, končnem obračunu, je prišla ideja s strani Mestne občine Ljubljana, da bi se naredilo neko obeležje oziroma zapisalo o sami zgodovini brvi, tako da upamo, da bo v roku kakšnega meseca ta razstava oziroma to obeležje tudi postavljeno in zmontirano. Z obnovo brvi v občini Medvode sledijo celostni prometni strategiji občine Medvode in spodbujajo trajnostno mobilnost. Brv je namreč ena izmed glavnih vstopnih točk na kolesarsko pot Medvode-Pirniče-Vikrče, ki bo z novo kolesarsko brvjo čez reko Savo v Medvodah povezala Medvode in Ljubljano. Dela na projektu vsaj zaenkrat potekajo po načrtu. Da gre za enega najlepših projektov v letošnjem letu, je že večkrat poudaril župan občine Medvode Nejc Smole, ki je z izvajalcema del, to sta podjetji Lavako in podjetje V3, decembra lani podpisal pogodbo skupaj v višini 2,2 milijona evrov. Namen projekta je izgradnja varne in urejene kolesarske povezave od brvi v Vikrčah do centra Medvod, torej povezave med zalednimi naselji z mestnim središčem Medvode, kjer se nahajajo vse pomembnejše ustanove, tržnica in trgovska središča, pa tudi železniška postaja in postaje javnega mestnega in primestnega potniškega prometa. Če gledamo širše, gre za povezavo med glavnim mestom Ljubljana in Medvodami. Kolesarska pot bo dvosmerna in bo dovoljevala dostop tudi kmetijski mehanizaciji zaradi obdelave zemljišč. S projektom smo začeli že takoj po novem letu, vreme nam je služilo, tako da je izvajalec že dokončal 1,9 km kolesarske poti. Trenutno se pripravlja še nadaljnjih 1,6 km, tako da računamo, saj po podatkih izvajalca, kolikor nam je dal, da bi še do konca meseca aprila še posfaltirali ta del, tako da nam ostane potem še manj kot 1 kilometer celotne kolesarske poti. Dela potekajo po planu, ni nobenih ograd, nobenih komunalnih vodov, tako da dela potekajo normalno in brez problemov. Projekt pa vključuje tudi izgradnjo brviča z reko Savo med knjižnico in občinsko stavbo v skupni dolžini več kot 116 metrov. Trenutno seveda dela potekajo pod zemljo, na levem bregu se že delujejo stebri, betonski stebri. Smo si pa tudi v prejšnjem tednu že šli v jeklarno pogledati samo jekleno konstrukcijo,
tako da lahko povem, da se tudi že sama brv, jeklena konstrukcija že izdeluje, sestavlja v temu podjetju. Računamo, da bo pa v mesecu maju te same segmente že pripeljali na to ploščad oziroma delovni plato. In če bo vse po sreči, v juniju se bo sama brv, ko bo sestavljena, predstavila na te izvedene temelje. In če bo šlo vse po sreči, kdaj se bomo lahko zapeljali prek brvi na ono stran? Sicer izvajalec ima pogodbeni rok december 2022, vendar upamo, da bi v jesenskem času, to se pravi septembra, oktobra, lahko zapeljali čez to brv. Po sami kolesarki, ki ni vezana na tole brv, pa računamo, da v konec meseca maja, začetku meseca junija. Gre lahko še karkoli narobe, da decembra temu ne bi bilo tako? Jaz sem optimist, tako da mislim, da bomo naredili, kakor smo si zamislili. Celotna vrednost projekta skupaj s stroški projektiranja, nadzora in nakupa zemljišč je nekaj manj kot 2 milijona 300 tisoč. Od tega je 1 140 000 evrov sofinanciranja, 80% strani Evropske unije, 20% strani države. Na prvem razpisu občini ni uspelo pridobiti cenovno ustreznega izvajalca celotnega projekta, zato je v drugo projekt razdelila na 2 dela in uspela pridobiti podjetje Lavako za izgradnjo kolesarske steze in podjetje V3 skupaj s podjetjem Grnjol za izgradnjo brvi. In to še pravi čas, pred podražitvami. Kaj pomenijo cene v nebo za tokratni projekt, glede na to, da vemo, da brv je taka, kakršno je? Uradno zahtevka izvajalca še nismo prejeli, tako da glede podražitve trenutno ne morem komentirati. Vendar ja, situacija je taka na tržišču, da verjetno bo prišlo do manjše podražitve samega projekta. Za koliko bomo pa videli. Končna cena celotnega projekta pa je delno odvisna tudi od dejstva, kdo bo kril stroške prestavitve plinovoda za podjetje Donit Tesnit, ki poteka skorajda po obrežju reke Save, vse do plinske postaje, ki že sicer kazi podobo Sotočja. Ko smo že pri Donit Tesnitu, projekt se sicer izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in sledi spodbujanju nizkoogljične strategije za vse vrste območij, zlasti urbanih, spodbuja multimodalno urbano mobilnost in sledi specifičnemu cilju izboljšanja kakovosti zraka v mestih. Preteklo sredo je v prostorih kluba Jedro potekalo prvo predavanje Medvoške podjetniške šole pod vodstvom Boštjana Vidmarja. Preko 40 udeležencev je lahko na prvem predavanju poslušalo zgodbe uspeha enih najuspešnejših slovenskih podjetnikov in si s tem ustvarili vizijo za lastno podjetniško pot. V skladu z mladinsko strategijo občine Medvode se je javni zavod Sotočje povezal z Boštjanom Vidmarjem, vodjo podjetniškega svetovanja Viralem.si. Glede na ankete, kjer so mladi lahko sami določili, katere podjetniške vsebine bi jim najbolj prišle prav, se je izkazalo, da je največ povpraševanja prav po podjetniškem svetovanju, tako da se je javni zavod Sotočje skupaj z Boštjanom Vidmarjem odločil, da bodo za mlade organizirali podjetniško šolo. Preteklo sredo je v prostorih kluba Jedro potekalo prvo predavanje Medvoške podjetniške šole, katerega se je udeležilo kar preko 40 učencev. Ja, odzivi so fenomenalni, neverjetni, nekje podpisna lista in ogromno je prijavljenih na nadaljne tečaje. Se pravi, imamo še 4 tečaje, kako razviti podjetje, od marketinga do prodaje, do same razvoja, tako da izjemni odzivi in tukaj, ko so bili, se tudi še zdaj pogovarjajo z udeleženci, so zelo zadovoljni, da v Medvodah končno imamo, in če smem Dominika citirati, je rekel, sem prav zavidan Medvodam, ki imate tako šolo, tako da ja, kaj češ lepšega. Vidmar je na prvo predavanje povabil 5 izmed najuspešnejših slovenskih podjetnikov, da so vsem udeležencem predstavili svojo podjetniško pot in izkušnje v podjetništvu in vodenju. Na dogodku so svoje zgodbe o uspehu predstavili Vojko Vučkovič, predavatelj menedžmenta ter vodja športnega centra, Metka Sporiš, ustanoviteljica podjetja Sanski šopek, Karmen Pangos, uspešna menedžerka, poslovna trenerka in coachinja, Jure Jezeršek, poslovni direktor Jezeršek gostinstva in Dominik S. Černjak, podjetnik in soustanovitelj potovalne agencije Collegium Mondial Travel ter lastnik hotela Jasna Chalet Resort.
Jaz že vrsto let sodelujem kot prostovoljc na takih podobnih dogodkih, sploh ki so namenjeni mladim ali pa ki so namenjeni inspiracija z področja turizma ali podjetništva. Tudi kot prostovoljc na Turistični zvezi Slovenije v bistvu sem vrsto let skrbel za projekte, ki so povezani z mladimi. In glede na to, da verjamem, da mladih je prihodnost, čutim veselje in dolžnost, da v bistvu izkušnje, ki jih imam, življenjske, dobre in manj dobre, delim z namenom, da mlade inspiriramo, da v bistvu verjamejo vase, pa da dejansko živijo življenje. Ne samo podjetništvo, jaz pravim, življenje moraš imeti polno. Važno pa, da si v življenju podjeten, da se obrneš, da se znajdeš, da imaš sanje, da imaš cilje in temu slediš. Dogodka se je udeležilo preko 40 nadobudnih medvoških podjetnikov, ki so si s pomočjo Boštjana Vidmarja in ostalih gostov lahko zarisali vizijo do poslovnega uspeha. V bistvu idejo nisem nov, imam jih veliko sam, ker sem v bistvu iz tega naslova prišel pač bolj po neke izkušnje, ki jih ti sogovorci povedali, pa v bistvu bolj po neko potrditev, ker tudi sam zelo sem gotovo, da veliko stvari podobno razmišljam, kot te ljudje in se mi to fino zdi in mi bolj tako kot neka potrditev. V bistvu iz radovednosti, zaradi tega predvsem zaradi gostov, zelo zanimivi gostje so in sem pač rekla, iz radovednosti grem pogledati, kaj imajo za povedati, na kakšen način si je v bistvu Boštjan vse skupaj zamislil. Prepričana sem bila že od začetka, da bom sigurno našla neke vsebine, ki so koristne zame in za moje podjetništvo. Tako da ja, na ta način in sploh, če imamo to tukaj v Medvodah, zakaj ne bi vsega tega znanja, ki so nam ga danes nudili, človek izkoristil. Gostje so preko lastnih poti in izkušenj vsem udeležencem podali misli in ideje, kako začeti in kako ne odnehati, ampak uspeti. Da si je treba upati, pa da ni treba gledati, koliko so Medvode majhne, da ideje lahko od povsod pridejo. Ne morem reči, že v bistvu samo ena. Tako kot smo slišali, je v bistvu zelo veliko tega, da enostavno moraš iti. Moraš po domač povedati, moraš imeti jajca in zadevo narediti. Všeč mi je bilo tudi, da smo se v bistvu soočili s tem strahom, ker ne glede na to, a začneš, a si visoko, a si nekje na sredini, ta strah je vedno prisoten na vsakem koraku. In smo prišli do tega, da v bistvu strah vedno obstaja. Edino vprašanje, kaj je, kdo ima koga pod kontrolo. Strah mene ali je strah? Samo to je vprašanje. Imejte sanje in upajte si. Černjak dodaja, da je za razvoj dobrega podjetništva zelo pomembna tudi lokalna skupnost in meni, da je občina Medvode tudi s podjetniško šolo na pravi poti za razvoj uspešnega podjetništva. No, dejstvo je, da ponavadi vsaka občina ima napravljeno neko strategijo razvoja, povezano s tem tudi s kadri in večinoma občine imajo tudi štipendijsko politiko razvito. Pa podpirajo seveda predvsem prostore, pa mislim, da na trenutku, glede na to, kje smo, to v občini deluje, prostore za mlade, ker imajo mladi možnost se srečevati in pa udejanjati neke svoje ideje, deliti. Jaz sem bil 20 let nazaj direktor Urada za mladino Republike Slovenije in takrat smo mi v bistvu imeli vizijo in strategijo, da smo zgradili 41 mladinskih centrov po Sloveniji v lokalnih skupnostih, ravno z namenom, da se mladim omogoči en kvaliteten prostor za druženje, ustvarjanje, pa da to ravno ni nek vsak lokal. No in glede na to, da ga v občini Medvode imate, pa da vidim tukaj mlado ekipo, pomeni, da je občina na pravi poti. Le tako naprej. V sklopu Medvoške podjetniške šole bodo organizirana še 3 predavanja in 1 delavnice, potekale pa bodo vsako sredo v maju ob 18. uri v dvorani kluba Jedro. Pridejo 3 predavanja, potem je pa zadnja delavnica. Prvo predavanje je marketing, pogledali bomo spletno stran, pogledali bomo oglaševanje na Facebooku, vse to, kako poteka in TikTok in vse te moderne zadeve. Potem je naslednji pač razvoj ideje, ko imaš neko idejo, kaj rabiš za razviti, aj poslovni načrt, kaj je res pomemben, kaj rabiš vse na tej poti, da prideš od tiste točke, ki je ideja, do tiste točke, ki reče, ok, to je pa zdaj moj posel. Potem bomo pogledali pa še prodaja, drugo, kar marketing prodaja, to, da recimo moraš nekomu nekaj prodati, moraš iti na sestank, moraš reči, bi to ti prodajal v tvoji trgovini, bi ti ta moj izdelek je pomagal in moraš imeti res neke nastope in tudi pogledali bomo te odrske nastope in vse, kako je to
pomembno za samo podjetništvo, ker podjetništvo je res en cirkus vsega možnega. Ne. In zadnja bo pa potem pa delavnica, kjer bomo pa do vsega pogledali, jaz bi to imam, zdaj pa to prodajal, zdaj pa to naredil in bomo prav naredili načrt, kako to vse skupaj izpeljati, tako da na koncu, ko bo ta zadnja ven, delavnica ven, bojo imeli nek načrt, poslovni načrt, ko bo lahko rekli, zdaj pa jaz gremo to. Na nadaljna predavanja in delavnice se je že na samem dogodku prijavilo veliko število ljudi. Za vse tiste, ki pa se prvega srečanja niste udeležili, pa bi vas to zanimalo, pa imate še vedno možnost, da se vključite v Medvoško podjetniško šolo. Delavnice se začnejo maja, tako da zdaj, ko to gledate, še je opcija, da se prijavite, lahko pišete na mladina@zavodsatocije.si, greste na viralen.si, poševnica Medvode, tam najdete še več informacij, še je priložnost, to je bil samo prvi dogodek z gosti, zdaj pa res sledi tisto delo, ko greste in bomo skupaj naredili nekaj lepšega in nekaj boljšega. Pred tednom dni so bile v Kulturnem domu Pirniče v okviru Društva upokojencev Pirniče organizirane že druge delavnice Simbioza. V okviru projekta Simbioza mladi prostovoljci brezplačno pomagajo starejšim pri učenju uporabe mobilnih telefonov in drugih digitalnih naprav, da lažje tudi sami dostopajo v nov digitalni prostor. Starejši občani se pogosto srečujejo s težavami pri uporabi mobilnih telefonov in drugih digitalnih naprav, zaradi česar so se člani Društva upokojencev Pirniče odločili, da bodo v okviru projekta Simbioza naredili korak proti boljši digitalni pismenosti. Poglejte, a si lahko predstavljate sodobno življenje brez mobitela, brez tablice, brez računalnikov? To mogoče še brez tablice ali pa brez računalnika že bolj težko. Brez mobilnega telefona pa res ne gre več. Posebej v zadnjih letih, poglejte, ko nas je ta korona tako prikovala na domove, nam je mobilni telefon res omogočal kontakte z našimi najbližjimi, z našimi družinami, s prijatelji. Ne nazadnje tudi povezava s službo, marsikdo je od doma delal v času prepovedi, gibanja tudi iz občine v občino in tako naprej. In res brez mobilnih telefonov ne gre. In Simbioza je ta potujoča učilnica, ki posebno nam starejšim pomaga dograjevati tisto naše znanje osnovno, ki ga že imamo, seveda ga nekaj imamo, ampak marsikdo bi rad več od tega, tako da smo na Simbiozo pomislili že kar pred časom, ampak žal ni bilo možno učenje ali pa druženje v taki obliki, zdaj smo pa res veseli, da je prišel ta trenutek, ko to lahko realiziramo. Kot rečeno, je Društvo upokojencev Pirniče pod vodstvom koordinatorja Janeza Strojana kontaktiralo člane društva Simbioza, ki so pretekli četrtek organizirali že druge delavnice digitalnega opismenjevanja. Danes tukaj potekajo delavnice digitalnega opismenjevanja, in sicer v okviru Simbiozinega projekta Simbioza mobilna, s katerim pravzaprav obiskujemo vasi in pa mesta po Sloveniji, in posameznike seznanjamo z možnostmi, ki jih ponuja sodobna tehnologija. V sklopu projekta Simbioza mladi prostovoljci brezplačno učijo starejše občane, kako uporabljati določene digitalne naprave, ki so sedaj v digitalnem svetu skorajda nepogrešljiv del življenja. Izvajamo torej delavnice uporabe pametnih telefonov, tablic, računalnikov. Na eni strani so v bistvu namen tega, da spodbudimo, se pravi v starejših, nekako tisto voljo in jih pritegnemo k uporabi tovrstnih tehnologij, tovrstnih naprav, po drugi strani pa tudi nudimo številne v bistvu, se pravi vsebine za tiste, ki so že nekoliko bolj napredni. Zdaj, ker smo pa vendarle Simbioza med generacijami, se pravi, smo medgeneracijski zavod, ne diskriminiramo in v bistvu izvajamo tudi številne delavnice za mlajše generacije. Kot pravi koordinator delavnic društva Janez Strojan, mnogim starejšim občanom predstavljajo težave že neke osnovne stvari, tako da se mu zdi, da so delavnice Simbioza zelo uporabne, da starejšim približajo tehnologijo. Ja, moram reči, da že osnovne stvari, veste, ni, ker
Doma dobijo informacijo, vendar ti, ki doma dajejo informacije, so včasih premalo vztrajni, da rečem, ker mi starejši rabimo večkrat ponoviti informacijo, si jo zapisati in jo potem tudi usvojimo. Tako da je bilo več problemov takih, kako sploh namestiti aplikacijo, kako jo uporabljati, kaj nam prinese, kako iz te aplikacije ven, ker eni so imeli odprtih od spodaj aplikacij vse, kar je bilo možno, in to je problem. In potem telefon ne dela v redu, a veste, ker nekaj v ozadju stalno dela, ne more narediti osnovnih operacij in so bili problemi predvsem ti. Udeleženci na delavnicah lahko tam delajo na svojih mobilnih napravah, ukolikor pa le teh nimajo oziroma so zastarele in ne omogočajo dostopa do interneta, pa jim naprave posodijo tudi člani projekta Simbioza, tako da se teh delavnic lahko udeleži res vsak. Vsakemu udeležencu pa na mobilno napravo namestijo tudi Simbiozino aplikacijo Magda, preko katere približajo tehnologijo starejšim. Ima pa tudi Simbioza eno posebno aplikacijo, ki se imenuje Magda, v kateri je cel kup zanimivih stvari, od tega, kako uporabljati telefon, kako uporabljati računalnik, informacije o vremenu, ne vem kaj še, cela paleta teh možnosti je, in ko se enkrat tega naučijo, zlahka preidejo na drugo aplikacijo in kasneje tudi na aplikacije na računalnikih. Za konec pa bi samo še vprašal, če ste že dobili kakšne odzive od samih udeležencev prejšnjih srečanj? Jaz smo jih kar na koncu dobili, ker so tudi zaploskali predavateljem, a mislim, da je to več kot dober pokazatelj. Srečanje pretekli četrtek je bilo že drugo srečanje v okviru projekta Simbioza v Pirničah. Odzivi obeh srečanj so bili zelo pozitivni, delavnic pa se je udeležilo zelo veliko število ljudi. Moram reči, da je odziv prvih dveh delavnic je bil zelo pozitiven. Ljudje so aktivni bili, glede na leta sem bil kar malo presenečen, da so bili tako aktivni. Druga stvar pa je, zdaj bomo pregledali in potem bomo videli, koliko se jih bo prijavili za naprej in bomo potem to šli, če smo bili tokrat bolj posvečeni telefonu, bo naslednji korak na računalnik. Kot rečeno, so odzivi zelo pozitivni, tako da bo Društvo upokojencev Pirniče nadaljevalo s temi delavnicami. 24. junija pa si bodo projekt Simbioza lahko pobliže ogledali tudi člani drugih medvoških društev upokojencev, saj bodo člani Simbioze prisotni kot infotočka in kotiček za radovedne na srečanju 3 društev upokojencev Medvode na Zbiljski Dobravi. Trikrat doslej je mlada gledališka zasedba sekcije Komornega gledališča Uteha, odra 3 herojev, ki deluje pod okriljem KUD-a Pirniče, na oder postavila dramsko delo z naslovom Košarkarjev dnevnik. Gre za avtorsko delo Aljaža Rezarja, ki idejo in zgodbo črpa iz istoimenske knjige Jima Carrolla. Na oder so v intimno razpoloženje povabili tudi same gledalce. Glavno sporočilo mladih pa v drogah, še posebej pa v heroinu, ni utehe. Dramsko besedilo z naslovom Košarkarjev dnevnik je avtorsko delo Aljaža Rezarja. Gre za poskus predelati zgodbo tujega avtorja v dramsko besedilo in ga umestiti na oder. Ta tekst ni bil lahka izbira. Že pred leti sem slišal za zgodbo, natančneje v 2. letniku srednje šole pri predmetu angleščina smo gledali odsek, ki ga je odigral Leonardo DiCaprio in me je fasciniral in šokiral in sem si takrat rekel, jaz želim to zgodbo, Košarkarjev dnevnik, The Basketball Diaries, dati na oder. In sem potem od 2. letnika svoje srednje šole, 3-4 leta, pripravljal dramsko besedilo. Letos jeseni, lani jeseni ga dokončal in ga spravil na oder. Takrat pa je Miki iz nahrbtnika privlekel čistilo in 5 krp, kar ni pomenilo nič drugega kot to, da se bomo zadeli še pred tekmo. James Dennis Carroll je ameriški pisatelj, pesnik in rock glasbenik. Odraščal je v New Yorku. V srednji šoli je bil izjemen košarkar, vendar ga je življenje že v rani mladosti zapeljalo v odvisnost s heroinom, ki jo je financiral s prostitucijo in krajo. Heroina se je uspel rešiti šele v poznih najstniških letih. Prav to obdobje je opisal v obliki dnevnika v knjigi Košarkarjev dnevnik.
Aljaž Rezar je to zgodbo ne le predelal, ampak jo tudi postavil na oder, saj se je podpisal tudi pod režijo ob mentorstvu Petra Militarova. Bolj v sklopu pogovora o tem, kako nekaj zrežirati, bolj kot z direktnimi potezami. No. Lahko pa rečem, da smo prizore režirali skupaj, jih je režirala cela ekipa, ker smo namreč zelo kolektivno delovali in smo si pomagali med sabo, ker je namreč vsak ima en košček znanja, ki ga je potem dodal k tej sestavljanki. Predstavo namreč sestavljajo prizori Jimovih zgodnjih najstniških let, ki jih sedaj kot pripovedovalec povezuje s svojo pripovedjo. Predvsem sem bil v dvomu, da ne bom pregrob, da ne bom preveč krut v samem prikazu zgodbe Jima Carrolla, ker namreč sam dnevnik in tudi film sta precej bolj kruta, kot je bila zdaj tale gledališka priredba. Znotraj raziskovanja se je igralski zasedbi, kot so zapisali v Gledališkem listu, zastavljalo vprašanje, ali je Jim imel občutek krivde pri dejanjih storjenih pod vplivom heroina. Kot kasnejši pripovedovalec se zaveda svojih dejanj, početij in dogodkov iz bližnje preteklosti. Z vsako pripovedjo, z vsakim prizorom iz preteklosti pa si odpre delček spominja in ga postavi na oder. Zase in za nas gledalce, ki smo z njim na odru. In kaj nam Jim, posledično tudi Aljaž, skupaj z mladimi soustvarjalci s to predstavo želi povedati? Opozoriti pred posledicami heroina in predvsem v heroinu ne najdeš utehe. Vemo, da Kut Pirniče spodbuja mlade in ima mlade gledališke skupine že vrsto desetletij. Igrali so starši naših soigralcev že na tem odru in igrajo zdaj tudi njihovi otroci. Seveda smo zdaj malce starejši, ampak ni bilo pravzaprav tako zelo težko. Neka zasedba tukaj mladih je stalna. Letos sta se nam pridružila še Tajda Štebej, ki je fenomenalno odigrala vlogo Blinky. Tako da smo precej zlahka sestavili gledališko skupino. Poleg Aljaža Rezarja v glavni vlogi in Tajde Štebej v vlogi njegove prijateljice Blinky so izigrali še Peter Šušteršič v vlogi Bobija, njegovega prijatelja, ki kot najstnik zboli in umre za levkemijo, Tina Grabnar v vlogi trenerja Swiftija in v vlogi Jimove mame Marcela Firm, ki je bila tudi asistentka režije. Jimmy, ne morem! Daj mi 5, daj mi 10, daj mi $20 in daj mami, prosim se, mami. Jimmy, ne morem! Pridem fant po mami, pomagaj mi, prosim, mami. Ne! Ko je Aljaž rekel, kaj je pripravil za vašo gledališko skupino, kakšen je bil tvoj prvi odziv na tako besedilo? Najprej sem bila tako malo nazaj, a to bomo res speljali sami, brez Petra. Ampak ja, pač skupnimi močmi smo naredili to. In glede na to, kakšen je bil odziv mogoče staršev, pa tistih, ki so sedeli sedaj v 3 dnevih tam zadaj, ste dobili kakšen odziv že? Ja, zdaj so rekli, no, zdaj vidiš, kako je biti mama. Od nekdaj ima rada gledališke deske in se veseli naslednje vloge. Ampak vem, da mama sigurno ne. To je bil res izziv zame. Vse 3 predstave so bile dobro obiskane in pospremljene z dobrimi odzivi. Na kar sem seveda ponosen in vesel, da je še želja potem, da pridejo tudi odrasli gledati pravzaprav mlajše generacije v teater, na kar sem izredno ponosen. Kaj je pa rekel Peter? S Petrom neke poglobljene debate zdaj po premieri še nisva imela, se je pa veselim. Absolutno si želim kritike, da bomo lahko še kaj popravili, še kaj izboljšali, ker po prvih pogovorih s celim ansamblom, z ekipo, bomo to predstavo definitivno še igrali.
V Kut-Pirniče se torej veliko dogaja. Od četrtka dalje pa vse do 22. maja vsako soboto in nedeljo med 18. in 19. uro je v predverju dvorane na ogled tudi razstava 45 del v akrilni tehniki ljubiteljskega slikarja domačina Toneta Rebolja, člana likovne sekcije. Več o tem in o njem pa v prihodnji informativni oddaji. Tokrat pa na kratko še o svetovnem dnevu knjige, kot so ga obeležili v Kudu Jarem. Novo mlado vaško gledališče Prbensk, sekcija Kuda Jarem, je na odprti oder pred Aljaževo rojstno hišo ob pevski spremljavi lovskega pevskega zbora pod vodstvom dirigenta Milana Bajžlja in harmonikarja Aljaža Zavrla postavila 5 skečev, ki so nastali po humorističnih črticah pisatelja, pesnika, tekstopisca in slikarja Ivana Malavašiča, ki jih je zbral v knjigi z naslovom Ena baba rekla. Poleg črtic so dodali še njegova besedila, ki jih je pisal za narodno-zabavne ansamble in jih priredil za uprizarjanje. Kako dobro se nekako znajdete v vseh teh vlogah, ki jih pišejo drugi? Mislim, da je kar fajn. No? Jaz se imam zelo dober, cela ekipa je zelo prijetna, pa zelo mi je všeč, kaj to mladi počnejo, da jih motiviram za takšne stvari, za takšne stare običaje, da tudi oni kaj spoznajo, kako je bilo včasih. Tako da se imamo kar fajn. Poleg Jurija Marusika, ki igra vaškega pijanca in kmeta, nastopata v več vlogah še Sara in Kaja Bukovšak in v vlogi pripovedovalca še Roman Veras. Ja, Malavašič je bila moja izbira, zato ker sva bila velika prijatelja, zdaj nažalost že pokojni. Sva pa veliko hodila okrog, imela recitale, pesniške večere, učil me je besedila pisati. Skratka, zelo velika prijatelja sva bila, no, in zato sem njega zbral. Prav v teh dneh je izšel tudi Marusigov prvi roman z naslovom Mreža. Taka prijetna zgodba ribiške družine v Piranu, 50 letih prejšnjega stoletja pa do zdaj, do današnjih dni. Podobno kot pri poeziji, izhaja tudi pri romanu prvenstveno iz sebe. Ta roman je nastajal zato, ker jaz sem zelo rad Piran, zgodba pa je tudi izšla iz mene ven. Ne? Tako da v bistvu sem glavnega junaka, pravzaprav igram jaz samo v drugem času in v drugem obdobju. Torej prvi roman po kratkih zgodbah in pravljicah, pesmih in še krajših hajkujih. Kaj vam je nekako sedaj ljubše oziroma kaj vas mogoče bolj napolni? Kaj pa jaz vem, oboje. Tako pisanje dolge zgodbe, življenjske zgodbe, tako kot kratka pesem. Ne vem, na vsak način oboje to izpolni, tisto, kar si želim. Pesmi, zdaj se mogoče je poezija malo v ozadju, ker pišem še en roman. Še en roman, o čem pa sedaj? Ta roman ima pa popolnoma drugo vsebino. Je pa to eno življenje enega duhovnika. To področje je zame sicer precej tuje, ampak me je zelo vznemirja in je zelo zanimivo. To je njegovo že 13. knjižno delo. Kako je izdati knjigo v teh časih? Včasih je bilo težko, sedaj je najbrž ravno tako. Sedaj še težje. Poezijo sploh ne. Roman pa še nekako gre. No. To založbo Primus sem kar takoj dobil po prvem poskusu, po 14 dneh. Očitno je berljiva knjiga, a ne? Je pa seveda težko to izdajati, sploh pa v zdajšnjih časih. No. Medvode so poznane kot dober in uspešen gostitelj športnih tekmovanj. Od prejšnjega četrtka lahko na seznam dodamo še državno prvenstvo v krosu. Na Zbiljski Dobravi se je v tej zanimivi športni disciplini, teku v naravi, pomerilo rekordno število otrok iz osnovnih in srednjih šol vse Slovenije. Za naslove najboljših se je namreč merilo 2000 otrok.
Letošnje prvenstvo Slovenije v krosu za osnovne in srednje šole ter osnovne šole s prilagojenim programom je potekalo na novi lokaciji v Zbiljah. Šolskega ekipnega krosa pa se je udeležilo okrog 2000 tekačev in tekačic. Mogoče posebnost današnjega tekmovanja so mešane štafete, ki jih izvajamo prvič v Sloveniji. Danes lahko rečemo tukaj, da gre za eno tako tesno udeležbo, dobro obiskano. Kako navdušeni bodo, pa bodo najbrž tekači povedali po samem tekmovanju. Prej ste me vprašali glede sodelovanja, pravzaprav nam je Atletska zveza oziroma Zavod za šport Planica sta nam sodelovanje ponudila. Sprva je bilo mišljeno tekmovanje na Bonovcu, pa smo potem zaradi same logistike, vemo, da na tekmovanje pride preko 60 avtobusov, raje preusmerili sem na Zbiljsko Dobravo, kjer so predvsem infrastrukturni pogoji boljši. In kako zaenkrat zadovoljni s potekom, z izvedbo, z organizacijo? Zaenkrat kakšnih pritožb oziroma nobenih pritožb še nismo prejeli. Imamo seveda formirano tudi pritožbeno komisijo v cilju, ampak upamo, da bo ostalo brez pritožb. Smo zadovoljni, si pa želimo, da vsi tekmovalci varno pridejo v cilj. To je glavni namen. Izvajalec tekmovanja, Javni zavod Sotočje Medvode, se je izkazal z odlično organizacijo tekmovanja. Prav koordinacija številčne udeležbe obiskovalcev iz vse Slovenije je pomenila za organizatorja velik zalogaj. Bom rekla, da smo stopili v zares velike čevlje, gre za ogromen organizacijski zalogaj. Na tem projektu delamo praktično že 2 meseca. Danes z nami je tukaj 7-članska ekipa organizatorjev, ki skrbi za varnost in pa za sam nemoten potek tekmovanja. Za sam protokol skrbi Atletska zveza Slovenije in pa Zavod za šport Planica, ki sta soorganizatorja, poleg seveda Javnega zavoda Sotočje, tako da organizacijski zalogaj je res velik. Ja, zelo sem vesel, da je Zavod Sotočje bil pripravljen prevzeti kar zahtevno organizacijo šolskega krosa. Delali smo kar veliko na tem, najprej na razgovorih, kje bi umestili progo in pa seveda potem sama postavitev, označbe prog. Je pa res, mislim, da bo Zavod Sotočje in pa organizator z celotno ekipo po koncu tekmovanja lahko zadovoljen, ker take številčne prijave, kot je bilo v letošnjem letu, še ni bilo. Res, da nekje vsako leto ocenjujemo, da cirka 10 do 15% otrok ne pride na samo tekmovanje, ampak mislim, da tukaj bo ta procent neudeležbe precej manjši. Tekmovalci so tekli na različno dolgih progah ob Zbiljskem jezeru, od 500 metrov pa do 1500 metrov. Razgibana in zares zanimiva kros proga pa je vključevala tudi en strmejši klanec. Ko smo progo si prvič ogledali, jaz sem bil nad njo navdušen. Pričakoval sem, da bodo kakšne pripombe, zlasti za te najmlajše, ki so štartali na polovici proge, ker ni bila recimo ta malo višja trava pokošena, ampak jaz zmeraj zagovarjam stališče. To je tek v naravi, na progi so naravne ovire, umetnih nismo postavljali, ker bi potem progo postavili še zahtevnejšo, tako da mislim, da sama lokacija in sama proga sta na primernem nivoju. In jaz seveda pričakujem, da po temeljitem razmisleku in po analizi današnjega dne, da se bo Zavod Sotočje s svojo ekipo odločil, da je to vrstno tekmovanje tudi nekaj prihodnjih let tudi v tem kraju. Med medvoškimi osnovnimi šolami se je teka udeležilo okrog 400 tekmovalcev. Mnoge šole pa so prvenstvo v krosu izkoristile za športni dan. Ja, mi vedno dajemo pomen aerobni pripravi otrok. Vsak let, takoj ko sneg zgine, gremo ven in smo večino časa zunaj v okolici šole. Danes je super, da je tlele tekmovanje, ker ponavadi je kje daleč, pa je težko toliko otrok peljati. Tukaj smo se pa pripeljali smo 60 otrok, s tem, da 1. do 4. razred imajo pa celo danes športni dan, so bili tukaj v krog, zdaj pa še tečejo v tem promocijskem teku za od 1 do 4, ki imajo. Ja, pri nas se že vsa leta sistematično se ukvarjamo s popularizacijo atletike kot športa, se udeležujemo teh krosov. Tudi letos smo prišli v precej številčnem obsegu, to je čez 80 otrok. Tako da evo ga, otroci radi tečejo, malo jih bodrimo in tako. In kaj je vloga pravzaprav krosa v tem svetu atletike? Ja, kakor ga jaz ponujam, gre za en zdrav način življenja,
Se pravi za eno navajanje, za eno koristno uporabo prostega časa, da vidiš, da je to nekaj lepega, da vzameš to kot en izziv, kot en osebni napredek, kot eno osebno rast. Prideš, se pripraviš, soočen si z enim rahlim stresom, moraš se dobro ogreti, moraš taktiko narediti in potem pač po svojih sposobnostih to tečeš in oddelaš. In če si vse v redu naredil, je en lep spomin, pa ena bogata izkušnja. Med medvoškimi osnovnošolci je po uspešnosti izstopala predvsem osnovna šola Preska, ki je osvojila ekipno zmago med učenci letnika 2011, med letniki 2009 pa je bila tretja. Brina Setnikar z osnovne šole Preska je zmagala med letniki 2009, Liza Noemi Hudoklin pa je bila druga med letniki 2011. Vse ekipna zmaga med osnovnimi šolami je šla v Slovenske Konjice, osnovni šoli ob Dravini, osnovna šola Preska pa je osvojila odlično 4. mesto. Timotej Bečan, KGT Papež, je novi stari državni prvak v gorskih tekih v disciplini Gor-Dol. Prvenstvo na 12-kilometrski progi so izvedli v okviru Hrastnik Traila na planini Kal nad Hrastnikom. To je bilo jubilejno 30. prvenstvo v tej disciplini. Prvo so izvedli leta 1993, prav tako v Zasavju. Bečan je državni prvak postal tretjič zapored, sicer pa že četrtič. Medvoška atletinja, maratonka Neja Kršinar pa je bila 24. aprila 8. na 39. maratonu na Dunaju, kjer je 42-kilometrsko progo pretekla v času 2 ur, 35 minut in 30 sekund, kar predstavlja njen nov osebni rekord. Kršinarjeva, ki je bila na Dunaju najhitrejša Evropejka, je nekoliko zaostala za normo za letošnje Evropsko prvenstvo v Münchnu, ta znaša 2 uri in 32 minut. Medvoški policisti seveda pridno delajo tudi v prazničnih dneh, tako da sledi redna črna kronika. V medvoški občini so obravnavali 2 prometni nesreči. V Zbiljah je voznik z neprilagojeno hitrostjo povzročil nesrečo in pobegnil. Po ogledu kraja nezgode so policisti poklicali na pomoč še turistično društvo Zbilje, nato sta člana pomagala iz vode izvleči odpadne dele vozila, tako da so po zbranih dokazih policisti pobeglega povzročitelja tudi izsledili in bo ustrezno kaznovan. Prometna nesreča se je zgodila še v Vikrčah, povzročil je voznik osebnega avtomobila znamke Opel Corsa, srebrne barve, letnik med 2007 in 2013, za zdaj še neznane registrske številke. Ta je zaradi nepravilne strani vožnje trčil v nasproti vozeč avtomobil in po dogodku odpeljal v smeri Ljubljane, zato ga še iščejo. O kaznivih dejanjih tokrat policisti ne poročajo, imamo pa nekaj zanimivosti z drugih področji. Malo bolj levo-desno je vozil voznik na relaciji Medno-Medvode. To so opazili drugi vozniki in obvestili policijo, ki je potem voznika, tujega državljana, ustavila in mu odredila preizkus alkoholiziranosti, kar pa je voznik menda zelo odločno odklonil. Zato so mu odvzeli vozilo in prepovedali nadaljevanje vožnje, seveda pa se bo vnaprej o dogodku pogovarjal tudi s pristojnim sodnikom. Policisti so pomagali tudi nekoliko zmedenemu starejšemu občanu, ki se je izgubil, in so ga odpeljali na naslov bivališča na osebnem dokumentu ter predali sorodnikom. V Vikrčah so pri merjenju hitrosti ustavili voznika Audija A6, ki je pri omejitvi hitrosti 50 km na uro vozil kar 107 km na uro, zaradi česar so mu v skladu s 113.a členom zakona o prekrških odvzeli vozniško dovoljenje in ga skupaj z obdolžilnim predlogom poslali na okrajno sodišče v Ljubljani. Javni red in mir je kršil nekdo v Medvodah in ker ni prenehal, so mu policisti odredili pridržanje in izdali plačilni nalog. Skupaj z gasilci pa so policisti na cesti komandanta Staneta opravili intervencijo v večstanovanjski stavbi, kjer je puščala voda. Sledi še redno opozorilo pred tatovi in morebiti posebno opozorilo na puščanje oziroma nepuščanje vrednejših stvari v vozilih, zlasti ko boste odšli na izlet, pohod ali na kresovanje. Tatovi namreč iščejo priložnosti prav na takih mestih. Pa seveda parkirajte tam, kjer je to dovoljeno in ne ovirate prometa. Na kresovanje, če se le da, odidite peš, da ne bo potem vijuganja po cesti.
če bo kak kozarček preveč. Voznike motornih koles, štirikolesnikov in kolesarje z gorskimi kolesi opozarjamo na omejitve pri vožnji v naravnem okolju. Prepovedi in omejitve izhajajo iz zakona o ohranjanju narave, zakona o gozdovih in zakona o divjadi in lovstvu. Pristojno za ukrepanje zoper kršitelje ima poleg policije tudi pristojna inšpekcijska služba in pooblaščene osebe upravljavcev lovišč, lovski čuvaji. O spletnih goljufih smo pa tudi že veliko povedali in nas veseli, da v tedenski kroniki redko poročamo o tovrstnih zlorabah, a previdnost ne bo odveč. Vedno bodite 100%, komu plačujete preko spleta in kadar si s kom dopisujete o kakšnih zelo pomembnih zadevah, preverite še, če je elektronski naslov, na katerega pošiljate pošto, še vedno od tistega, ki mu je pošta namenjena. Kar rado se namreč zgodi, da v debato vskoči kak neljub posrednik in prevzame vašo ali identiteto vašega partnerja. Pazljivo torej. Več zanimivosti in seveda koristnih informacij pa na Facebook strani Policijske uprave Ljubljana. V soboto zvečer se bo vreme sicer menda nekoliko ohladilo, zato bo seveda prav prišel prvomajski kres, ki bo po dolgem času spet zagorel, tako kot veleva tradicija. Organizatorji vas vabijo v Goričane, kjer se boste ob prihajajočem prazniku dela lahko malce sprostili in pozabavali v dobri družbi. Pa seveda, če boste kaj hodili naokrog, si le poglejte, kako velik, kar 30 metrov visok prvomajski mlaj stoji v Sori. Tradicijo so starim ročnim postavljanjem obudili gasilci prostovoljnih društev iz Sore in Zgornjih Pirnič in tako pokazali temeljno vodilo v teh časih: v sodelovanju je moč. Se vidimo ponovno čez teden dni. Nasvidenje.